Program z dogodki Evropskega tedna mobilnosti ter njihovimi podrobnimi opisi najdete na spletni strani občine Medvode, pa tudi na Facebook strani celostne prometne strategije občine Medvode. V Evropski teden mobilnosti pa se tudi letos vključuje knjižnica Medvode in ga povezuje z nacionalnim mesecem skupnega branja. Kar nekaj aktivnosti v organizaciji knjižnice Medvode se bo, če bo seveda vreme naklonjeno, odvijalo na prostem, na za promet zaprtem delu v središču mesta. Tako kot vsako leto bo čez cel teden čitalnica na prostem, pa nekako risalnica na prostem. Otroci bodo dobili krede, bodo risali, ustvarjali, ostali se bodo pa lahko na mostu legli na naše ležalnike in brali knjige, ki bodo tam tudi na vozičku pripravljene za to. V sredo imamo družabne igre za celo družino zunaj na ulici. Na zaprtem delu Medvoške ceste bomo knjižničarke prisotne in bomo z vsemi, ki bodo prišli mimo ali pa se udeležili tega, igrali razne družabne igre in bomo se zabavali zunaj na ulici. Prostori knjižnice pa bodo v torek zvečer pripravili projekcijo filma Čas prvakov iz cikla ruskih filmov, v četrtek popoldne pa gledališko igrico Jaka v prometu. Jaka je pa prvošolček, ki se znajde v prometu prvič in gre za to, da se zaleti v policistko in potem ga ona pelje naprej in zvesta marsikaj zabavnega o prometnih znakih in obnašanju v prometu. Povsem nova aktivnost v okviru Evropskega tedna mobilnosti pa bo četrtkova akcija Knjigofer v sodelovanju z občino Medvode. Prostovoljci bodo z občinskim električnim osebnim vozilom, bralcem, članicam in članom knjižnice na telefonski poziv na dom brezplačno razvažali knjige iz knjižnice. Če kdo takrat ne more priti v knjižnico, če ima kakšne obveznosti, karkoli, nas lahko pokliče, pa knjige dostavimo njim dom tisti dan, to je četrtek. Od 8 do 16 bo ta akcija potekala. S tem v lokalni skupnosti podpirajo trajnostno mobilnost in hkrati dokazujejo, da smo tudi branju prijazna občina. Knjigofer je torej enodnevna akcija v tednu Evropskega tedna mobilnosti, ker pa se v knjižnici Medvode zavedajo, da so v okolici že sicer ljudje, ki bi radi brali, pa v knjižnico zaradi različnih razlogov ne morejo priti in to ne le ta dan, začenjajo z novo storitvijo, z brezplačno dostavo knjige na dom. Na obisku pri 3 uporabnicah storitev o tem, komu pripada ta storitev in kako poteka. Knjiga na dom je enoletni pilotni projekt knjižnice Medvode. Jaz sem prepričan, da med tem časom bodo na državnih ustanovah prišli že tako daleč, da bodo ta zakon o trajnostni oskrbi sprejeli in da bo del te trajnostne oskrbe tudi to, kar mi ponujemo. Torej, da ljudem, ki se jim že na nek način usihajo določene življenjske zmožnosti, predvsem fizične, ampak želijo pa ohranjati svojo vitalnost v tem mentalnem smislu, želijo brati, da mi omogočimo tako, da jim tisto, kar oni želijo, prenesemo na dom, ampak to ni vse. Mi se s temi ljudmi želimo tudi pogovoriti in pomagati, to se pravi, gre na nek način za neko širšo dimenzijo našega osnovnega poslanstva. Vesel je, da so sodelavci to idejo sprejeli za svojo in apelira ne le na starejše, ki jim je storitev knjiga na domu prvenstveno namenjena, ampak tudi na njihove svojce, da jim pri tem pomagajo. Potreben je namreč le en klic. Storitev knjiga na dom pripada starejšim občanom Medvod, ki radi berejo, pa ne morejo priti v knjižnico. Ali trajno, recimo, starejši onemogli, če si želijo knjige, ali pa nekdo, ki ima recimo eno poškodbo, pa ne more šofirati, pa tudi lahko koristi to našo uslugo. Uslugo bomo pokrivali celo občino Medvode, v kjerkoli kraj bo potrebno knjige pripeljati, jih bomo pripeljali. Po potrebi, ja, to bomo pa delali takrat, ko nas bo nekdo poklical. Nekdo, ki bo želel si knjigo, ki jo bo rabil ali pa hodil nekaj lepega prebrati, bo poklical v knjižnico in se dogovoril s knjižničarjem, s knjižničarko, bolj verjetno, katero knjigo in potem se bomo domenili tudi za termin, kdaj jo bomo pripeljali. In kaj lahko stori nekdo, ki še ni član knjižnice Medvode, pa bi si želel knjige na dom in sodi med tiste, ki bi mu ta storitev sicer pripadala? Ravno tako pokliče
In se bomo dogovorili in ga bomo mi v knjižnici vpisali in potem ob prihodu na dom pač uredili še formalnosti v smislu, da prinesemo izkaznico, pa da bojo podpisali pristopno izjavo. Tudi to se bo dalo na dom, pa mi tukaj naredimo, ne bo treba sem priti za take občane. Občina Medvode je knjižnici Medvode vso uporabo ponudila električni avtomobil. Tokrat smo pospremili knjižničarko Tatjano na obisku 3 uporabnic teh storitev. Najprej smo se zapeljali na Svetje k zvesti bralki Nadi. Moram reči, da je to zelo dobra storitev, ker človek pride v situacijo, ko je bolan, pa ne more v knjižnico. Ali recimo pred časom sem tako nesrečno padla, da sem bila na berglah, pa bi mi ta storitev zelo prav prišla. No. Ker jaz pač berem iz otroštva ven, ne, in knjige mi res ogromno pomenijo. Zelo rada se udeležujem knjižnih večerov, tam si kako noviteto sposodim. Rada delam tole bralno značko za odrasle, ko jo tudi imamo dol. Pomagam si tudi z Slomškovo bralno značko za odrasle, tako da je malo bolj pestro. Včasih si pa tudi kar sama nekaj poiščem. Ne? Pripravila je že seznam knjig, ki bi jih rada dobila na dom ob naslednjem obisku. Ja, vsak dan se nekaj malega preberem, ampak o tem pa ne vodim evidence. Vodim pa evidenco o prebranem, to pa že kar nekaj let. Prav dnevnik branja imam. Potem smo s knjigami obiskali še zvesto bralko Marlizo na Spodnji Senici. Pravkar ste prejeli en kup novega branja. Povejte, kako vam prav pride tale storitev? Zelo, ker ravno kar imam roko zlomljeno in ne morem avto voziti in ne morem niti do Medvod priti in sem res vesela. Ja. In kakšne knjige običajno preberate? Običajno take hribovske, a ne, potovanja, tudi kakšno tako, recimo politično, ne, novejšo, starejšo. Koliko časa na dan pa mogoče porabite za branje? Ja, kar nekaj. Recimo sigurno urco pa pol. In na poti nazaj do knjižnice Medvode smo se oglasili še pri bralki Mariji v bloku na Medvoški cesti. Kaj vam ta storitev pomeni, ta knjiga na domu? Zelo, veste, ker zelo težko hodim tudi, pa stara sem, pa nositi moram, tako pa če mi bodo prinesli, bom pa zelo zadovoljna, pa zelo rada berem. Tako, čeprav slabo vidim s povečevalom pa še. Super. In kakšne knjige najraje prebirate? Ja, kakšne, kako bi rekla, razne potopise, razne tudi zgodovinske, ali pa pač v knjižnici mi gospa Tatjana da zelo lepe knjige, dobre, da sem zadovoljna. Menda polnite že 7. zvezek z določenimi vpisi, kaj ste prebrali? Ja, pisatelja napišem, potem naslov knjige, potem pa, če mi je na strani kaj lepega za dušo ali pa kaj drugega tako, pa prepišem. Kadar sem pa slabe volje, grem pa zvezke nazaj gledati. In zapeljali se bodo tudi na Katarino ali Belo ali za Vrh in Hraše, vse posod v naši občini, če le dobijo pravi klic.